Nedalec stran pa poplavljene promenade in voda do kolen. Potem, ko je prejšnji teden morje zadilo Hvar, pa Pulo in tudi Mali Lošinj, je v torek zvečer metev cunami obalo poplavil še na Visu ter na Korčuli. No, il telefono dov'è? Gre za že tretji tovrsten pojav v zadnjih 8 dneh. Kaj se dogaja na Jadranu in ali je takšen metev cunami možen tudi pri nas? Lan Konestabo. Tovrstni prizori so v zadnjem tednu med prebivalci hrvaških obalnih mest postali skoraj vsakdani. V zadnjih 8 dneh so bili zabeleženi kar 3 metev cunami, ponekod, denimo na Hvaru, se je pojavil večkrat. Jedna stvar koja je karakteristična za meteor tsunamije, postoji ono što bi se moglo nazvati vrućim točkama za njih u Jadranu, znači hot spots, što bi se reklo na hrvatskom. Recimo jedna takva je Vela Luka na Korčuli ili Stari grad na Hvaru. Glavni razlog je da imate uvale koje imaju oblik ljevka. I onda kad taj val izvana dolazi unutra, onda on bude više pojačan u takvim uvalama. Nenaden dvig in umik morske gladine sta le ena od posledic vse pogostejših vremenskih ekstremov na Hrvaškem. Ob vse toplejšem morju in ozračju se namreč nad Jadranom razvijajo razmere za silovita neurja, ki lahko sprožijo tudi ta redek pojav. Tu imate vrlo bliski kontakt hladnog zraka na sjeveru i toplog zraka na jugu. A to znači da imate ovu veliku temperaturnu razliku na malom području i drugo imate vrlo jaku mlaznu struju. I to je naravno savršeno za nestabilnost u atmosferi. Takšni pojavi pa niso omejeni le na hrvaško obalo, podobne razmere lahko nastanijo tudi v Slovenskem morju. Gre za neko hitro plimovanje, tako da tudi pri nas so možni metev cunami in so se dogajali. Višina valov, višina dviga morja je zaradi plitvejšega morja v severnem Jadranu, torej v Tržaškem zalivu. Katera mesta pa bi bila ob udaru metev cunamija najbolj ogrožena? Najbolj so na udaru ta čisto obalna mesta, torej v prvi vrsti Piran, kjer tudi morje običajno poplavlja. Čeprav praviloma niso nevarni za ljudi, lahko metev cunami povzročijo škodo na plovilih in obalni infrastrukturi.